Tradicionalni kulturni teden Kluba študentov Dravinjske doline je letos že 16. zapovrstjo potekal od 7. do 16. februarja 2014 v prireditvenem centru Patriot v Slovenskih Konjicah in je, kot vsako leto doslej, ponudil raznovrstnost kulturnih sklopov od literature do gledališča, potopisa, glasbenih koncertov priznanih izvajalcev, brezplačne knjigarne in drugih ustvarjalnih oblik umetnosti. V program so združili lokalne in nacionalne umetnike različnih kategorij in zvrsti. Prvi večer se je v družbi svojih The Hangover Ladies predstavil stari znanec slovenskih odrov Sixpack Čukur, ki je tudi posnel kratko reportažo svojega koncerta za eno izmed komercialnih televizij. V soboto so bili gostje člani celjske zasedbe Carpe Diem Band. Nedelja je bila rezervirana za potopisni večer v družbi Matjaža Pinterja, ki je zelo lepo in nazorno predstavil svoje 7-mesečno potovanje po Aziji s prijateljico Nino. Klub študentov pa je tudi to leto, že 16. zapovrstjo, omogočil mladim literatom, da so svoje dela objavili v pesniški zbirki z naslovom Ritual mladosti. Tako so se v ponedeljek predstavili mladi poeti Gašper Balanč, Anja Drofenik, Aleš Jelenko, Matija Jeras, Marta Šavli, Bernarda Šmon in en anonimen avtor. Zbirka je bila izdana in predstavljena v čast slovenskega kulturnega praznika in je še vedno na voljo brezplačno za vse zainteresirane v prostorih Mladinskega centra Dravinjske doline. V torek je sledil dobrodelni filmski večer s Darkom Nikolovskim in predstavitvijo njegovega filma Stari pisker. Naslednji dan se je predstavila še pisateljica Jasmina Ahmetaj s svojo knjigo Dekle z bonboni. V četrtek je za dobro voljo na stand-up večeru poskrbel Matjaž Javšnik, ki je dodobra nasmejal številno občinstvo. Na ta večer so s torto praznovali še 15. obletnico obstoja MC Patriota. Za zaključek kulturnega tedna 2014 pa sta poskrbeli glasbeni skupini Manuš v petek in Zaklonišče prepeva v soboto, kjer so Zaklonišče prepeva premierno tudi predstavili svoj novi singel. S tem se je zaključil kulturni teden 2014, ki je vsem obiskovalcem zares postregel s širokim naborom kulturnih dogodkov. Pogrešali so edino večje število obiskovalcev, predvsem na izobraževalno-kulturnih dogodkih. 17. januarja 2014 v večernih urah je Mladinski center Dravinjske doline v sodelovanju s Plavalnim klubom Slovenske Konjice in IAHD Adriatic v sklopu projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga izvedel medkulturni dogodek. Gostje večera Aleš Pavše Joda, Peter Majcen LG in Klavdija Poropat so z obiskovalci delili svoje izkušnje na izjemnih potapljaških podvigih. Na Kubi so se potapljali z morskimi psi, na Rudniškem jezeru v Kočevju so se kot prvi invalidi potopili pod led, v Rusiji v Zvezdnem mestu pa izvedli prav tako zgodovinski potop v hidrolaboratoriju, kjer se za sprehode v vesolju in delu na vesoljski postaji urijo ruski kozmonavti. Malo kdo ve, da smo Slovenci zahvaljujoč obema organizacijama v svetovnem vrhu potapljaštva. Z gosti večera so spregovorili tudi o stopnji integracije invalidov na različnih nivojih družbenega življenja v Sloveniji in drugod po svetu in mogoče komu odgovorili na vprašanje. Morajo invalidi zgolj mirno sedeti in se igrati z računalnikom? Ali obstaja kakšen način povezovanja, ki zabriše rasne, telesne in politične razlike? V Mladinskem centru Dravinjske doline so v sodelovanju z Združenjem Drog Art izvedli 4-urno usposabljanje informiranja mladih o alkoholu, pristopi in informacije. Z udeleženci usposabljanja so govorili in diskutirali o osnovnih informacijah o alkoholu, razbijali mite, ki krožijo o možnosti zniževanja alkohola v sistemu, pregledali so programe pomoči in diskutirali o stanju na področju alkohola pri mladih v lokalnem okolju. Na usposabljanje so osebno povabili tudi konjiške gostince, katerih stranke so večinoma mladi, vendar se na vabilo, na žalost, ni odzval nihče. Na pustno soboto so v prireditvenem prostoru v Patriotu v Slovenskih Konjicah zopet pripravili že tradicionalno pustovanje. To leto je vse pustne maske, kot že lani zabavala skupina Nude, ki je pripravila 2-urni program svojih največjih uspešnic. Poleg koncerta je potekalo tudi tekmovanje v vzdržljivostnem držanju kozarcev, ki jim domačini rečejo krigli. Pri izboru najlepše posamezne ter skupinske maske pa so jim različne pustne maske s svojo izvirnostjo zelo otežile ocenjevanje in podeljevanje nagrad. Pri tekmovanju s krigli je prvo mesto dosegel Ribič, najlepša skupinska maska so bili izvirni Pop Art, nagrado za najlepšo posamezno masko pa si je zaslužila Banana. Nagrade je prispevalo podjetje Woodstock.
V prireditvenem prostoru Patriot v Slovenskih Konjicah je že več kot 10 let razstavni prostor, kjer se je v tem času predstavilo mnogo mladih umetnikov, predvsem lokalnih. S tem želijo v Mladinskem centru Dravinjske doline spodbuditi vse mlade, ki ustvarjajo, da se opogumijo in širšemu občinstvu pokažejo svoja umetniška dela. Tokrat se je v soboto svojo fotografsko razstavo predstavil mladi fotografski navdušenec Žan Juhart. Njegove čudovite slike potovanj in skateparkov bodo več kot mesec dni na voljo za ogled vsem obiskovalcem v razstavnem prostoru. Zadnjo soboto v marcu je Klub študentov Dravinjske doline organiziral študentski žur v prireditvenem prostoru Patriot v Slovenskih Konjicah. Nastopila je skupina Rddndrn, študentska senzacija iz Maribora, ki ima za sabo že kar nekaj koncertov, v naših krajih pa je nastopila prvič. Skupina je poskrbela za dobro voljo obiskovalcev, s svojim edinstvenim zvokom in interpretacijo svetovno znanih ter domačih pesmi, pa so marsikaterega obiskovalca zasrbele pete, da je zaplesal v ritmih polke.